Gospod Janžekovič, z vašo pokojno soprogo Alenko Čurin ste bili in vi ste še velik zagovornik pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. A bi lahko povedali, zdaj ko je za vami ta izkušnja, ko se je gospa Čurin morala posloviti v Švici, ker druge možnosti tu pri nas ni bilo, zakaj je tako pomembno, da bi prebivalke in prebivalci Slovenije dobili to možnost? To je pomembno zato, ker je ogromno, predvsem starejših Slovencev, pa tudi mlajših, neozdravljivo bolnih. In jim ni pomoči nikake, vejo, da jih ne čaka nič dobrega, nič drugo kot podaljševanje hudih bolečin, brez ozdravitve in tako dalje. In si želi vsak tak človek oditi na neboleč način. Brez klasičnega samomora, obešenja, povozitev, rezanje žil, ustrelitev, kaj jaz vem, kaj vse, kar je vse hudo boleče. To pa je v kratkih minutkah neboleči odhod. Kaj bi sporočili poslankam in poslancem, kaj naj imajo v mislih, ko bodo se odločali, ali podpreti ta zakon ali ne? Ja, predlagal bi jim, naj pozabijo ob tem na politične barve, take pa take pa take pa take, ampak naj se odločajo po lastnem premisleku in predvidevanjih, da lahko danes si zdrav, jutri si bolan, se znajdeš v taki brezizhodnem bolezenskem stanju, da ti ni pomoči in je vse drugo vegetiranje oziroma podaljševanje bolečin. Ta zakon pa prinaša odhod na dostojen in neboleč način.